Osrednja znamenitost tretjega največjega hrvaškega otoka Brača je blizu mesta Pučišće nahajajoč se kamnolom, v katerem izkopavajo beli brački kamen. Govori se, da je bil kamen uporabljen tudi pri gradnji nekaterih znamenitih stavb, kot so Bela hiša v Washingtonu ter poslopje parlamenta v Budimpešti in na Dunaju. Brez dvoma pa ga najdemo v Dioklecijanovi palači v Splitu ter kot okras na marsikateri hiši v Benetkah. V antičnih časih so Rimljani kakovostni kamen uporabljali pri gradnji in za dekoracijo, o čemer pričata dve ohranjeni rimski grobnici ter mnogo starokrščanskih sarkofagov. Kamnolom si je mogoče ogledati le nekajkrat letno, ko imajo dneve odprtih vrat, predvsem zaradi nevarnega dela in možnosti poškodb. Trenutno se nahajajo delavci pri kopanju kamna pod morsko gladino, zato jim delo pogosto otežuje voda, ki vtira na delovišče. Brački kamen se tudi danes uporablja za tradicionalne namene, vendar pa ga pridobivajo z najsodobnejšo tehnologijo. Medtem ko se je v 50 letih prejšnjega stoletja proizvedlo okrog 5000 kubičnih metrov kamnitih blokov, znaša današnja produkcija preko 17000 kubičnih metrov blokov in 300 000 kvadratnih metrov brušenih kamnitih plošč. Iz materiala je mogoče izdelati tudi najrazličnejši nakit, uporablja se za stopnišča, bazene in druge potrebe. Tako tudi v Sloveniji velikokrat uporabljamo beli marmor z Brača. Brač je tudi edini izmed hrvaških otokov, ki ima klesarsko šolo. Ta je letos maja praznovala 101 leto delovanja. Nahaja pa se skoraj v centru mesta Pučišće. V njej se šolarji učijo starodavne in cenjene obrti klesarstva. Žal pa se zaradi finančnih interesov vse manj šolarjev odloča za 4-letni program, večina izbere 3-letno poklicno smer, saj prinaša več denarja. Na Braču najdemo tako kar 30% ohranjenih cerkva v Dalmaciji. Kamen pa najdemo tudi sicer na vsakem koraku. Prava atrakcija so gomile neobdelanega kamna zložene v zidove ob poteh, ki jih je po nekaterih podatkih tolikšna količina, kot ga najdemo v egipčanskih piramidah. Pastirji in težaki so čistili površine otoka ter z zlaganjem kamna pridobivali obdelovalno površino, rodovitno zemljo, na katero so posajali oljčna drevesa. Tradicija veleva, da se mladenič ne more poročiti, če v svojem življenju ni posadil najmanj 100 oljčnih dreves.